Še vedno se preredko zgodi, da lastniki hiš v iskanju rešitve, kako čim bolj skladno in funkcionalno urediti okolico svojega doma, pokličejo strokovnjaka. No, družina iz okolice Kozine si je želela lepo urejen vrt na precej razgibanem zemljišču. Na vrtu so si poleg cvetja želeli tudi različne možnosti počitka in sprostitve. In iskanje pravega človeka je lastnico pripeljalo do njenega nekdanjega učenca. Leta se hitro obračajo, tako da ko sem jaz izvedela, da je Borut slaven vrtnar postal in da žanje uspehe na prestižnih tekmovanjih kot na Chelsea Flower Show, takrat sem izvedela, da moram njega poklicati, ko smo nameravali obnoviti vrt. Borut, kakšni so vaši spomini na gospo iz šole? Ja, zelo dobri. Helena je taka blaga dušica, se mi je zdela, z ne preveč avtoritete za eno učiteljico in tako razposajene mladeniče, ki smo bili mi. Tako da lepi spomini. Kaj vas je pravzaprav pripravilo k temu, da ste se odločili spremeniti okolico vašega doma? Vrt je že nekaj časa rasel, obstajal, nikoli pa ni bil tako lep, kot sem si jaz predstavljala v domišljiji in na svojih načrtih. In še posebej za hišo je bil vrt še neobdelan, bila je strmina, ki se jo ni dalo kositi. In nismo vedeli kaj, vedeli smo, da bo treba neke terase napraviti, pa tukaj od spredje še malo poštimati. Vrt je začel nastajati takrat, ko se je končala gradnja hiše. Nivo, teren je bil takšen, kot je bil tudi že prej, ko je bila parcela vedno v dveh nivojih spredaj in dveh nivojih od zadaj. Tukaj sem si jaz zastavila, da bom imela krasni vrt z množico različnih rastlin, to je bilo vse na papirju. V resnici se to ni dalo izvesti, zaradi časa, finance in tudi zaradi tega, ker pač sam teren, sama zemlja ni tega dovoljevala, tako da sem se potem osredotočila na samo določeno število rastlin in ne toliko kot rastline, me je zanimal izgled vrta, kot prostor, kot oblika. In zato sem vedela, da bo treba poklicati nekoga, ki se s tem bolj profesionalno ukvarja, da to obliko izpili do dela. Posebnost vrta so terase, ki jih podpira konstrukcija iz kortena. To je vremensko odporno jeklo z rjavo patinirano površino, ki je odporna na vremenske vplive. Zanimalo nas je, kako taka pločevina zagotavlja trdnost brežine za seboj. Ja, vse skupaj je ojačeno, tako po horizontali kot po vertikali. In kar je zelo pomembno, je priprava pred vgradnjo teh vertikalnih sten oziroma teras, da se pravilno napravi sistem odvodnjavanja vode, se pravi drenažni sistem, ki je dober zaradi same statike, da vse to zdrži, pa tudi zaradi rastlin, da če se utrže oblak oziroma če na hitro pade precej padavin, da to lepo teče. Hotela sem povedati, da ko je Borut prišel nazaj z izrisom teras, da nas je kar prevzelo. Smo rekli kar wow, ja, to hočemo. Brez sprememb, brez kaj pa če bi mogoče tako drugače, to je bilo to. Genialen dizajn. Oblikovalec vrtov je pri načrtovanju tega vrta kot vselej upošteval več dejavnikov. Predvsem ne preveč kričečih barv, vse je bolj tako pastelno, belo, umirjeno, povezano z zelenimi deli ostalih rastlin, se pravi z listjem in s travo. Rastline so vse odporne na vročinske udare in tudi na suše. Trata pa je pod namakalnim sistemom, tako da tukaj smo že na flišnati podlagi, ampak podnebje je mediteransko, submediteransko, meša se morski zrak, zračna linija do morja je manj kot 2 kilometra. Gledam žajblje, sivke, rožmarine, te tipične primorske rastline na teh terasah in izpostavljenem kortenu, ki je izpostavljen precejšnji vročini, ko ga sonce obseva. A je to pomembno ali to teh rastlin ne prizadane?
Niti ne, ker vse rastlinske vrste so prilagojene za tople vročinske udare, so rastline za uporabo tudi v skalnjakih. Predvsem moram poudariti, da je dobro v dizajn, v načrtu upoštevati predvsem zimzelenost in listopadnost in cvetoče rastline skozi dekadna obdobja, skozi celo vegetacijsko dobo. Tako da predvsem na Primorskem, ki imamo milo zimo in si lahko privoščimo te mediteranske rastline, kot so previsni rožmarin in navaden rožmarin, salvija, timijani, je dobro, da damo poudarek temu zimzelenu ogrodju, ki gradi vrt celo leto. Terase so oblikovane precej razgibano, niso podobne kakim dolgim, dolgočasnim škarpam. Brežina je zelo dolga, je 36 tekočih metrov, višinske razlike 2,15 m. In če bi to napravili samo 2 terase, bi mogli tudi konfiguracijo, obliko terena spreminjati. Tako sem se jaz prilagajal po nekih trajnostnih smernicah, sem obliko pustil enako, sem terase prilagajal terenu in zato je tako prišlo do take lepe dinamike. Peščene poti delujejo in kot zastirka in kot neke vzdrževalne poti. Zelo praktične so te terase, ne samo lepe na pogled in občudovanja vredne, ampak da se lahko sprehodiš po kamenčkih, pa prideš do rož, da lahko narediš delo, tudi zelo veliko pomeni. Površina kultivirane okolice hiše, torej vrta, znaša okoli 1200 kvadratnih metrov. Poleg tega pa kosijo še 600 kvadratnih metrov travnate površine. Vrt ponuja številne prijazne kotičke. Tukaj pod drevesi je lepo, ker lahko v senci posedimo, poležimo na viseči mreži, zakurimo ogenj tudi tam ob večerih. Tukaj je lepo, ko se včasih si damo kar deko na tla, pa imamo lahko majhen piknik. Za hišo so lepe terase, ker se lahko posedemo kar na terase, pa se igramo z žogo ali kakorkoli. Prej na začetku ste rekli, da ste pravzaprav imeli neko zamisel. Ste si kdaj mislili, da boste imeli tak lep vrt? Po pravici povedano nisem nikoli mislila, da bo izgledalo tako, kot izgleda zdaj. In krasno je, vsi smo zelo zadovoljni. Nikoli nismo mislili, da bo takšno zanimanje za naš vrt tudi od zunaj, od drugih ljudi. Tako da vrt smo v prvi vrsti delali zase. Zdaj pa še toliko lepše, da tudi drugi mislijo, da je lep.